da se jaz ukvarjam s preprodajo droge, s prostitucijo in da vsaka mlada punca tlele, ki bo prišla, bo na silo drogirana in tako naprej. Usiljena še mogoče, ne? To glih ni bilo, ampak tako se je to bralo in spomnim se tudi kako obupana sta bila moja starša, kakšna sramota je to za njih bila, ne. Bolečina. Pol tudi kdo, slišim, da tvoj prodaja drogo tamle v Afriki, ne. Mislim, vsak starš si želi, da njegovi otroci, da ga kdo pohvali, ti slišim, da je pa tvoj tam, ne vem, zmagal na Tour de France, ne, je malo drugače, pa še reče, ne, tvoj pa drogo prodaja, ga bojo policaji zaprli, ne. Čeprav moram jasno povedati, jaz droge nikoli nisem probal, nikoli jo niti v rok nisem imel. Tako da in me tudi to memči, sem proti temu, tudi sem šokiran, da na tem referendumu, ki je bilo, da so več kot 50% ljudi podpira rekreativno uporabo konoplje, to sem jaz ful proti, čeprav briga mene, jaz to ne bom probal. Ampak kakšno sporočilo je to mladem? To sporočilo mladem, da ni to nič slabega. Točno tako, ja. Zadevaj se. Ja, zadevaj se. Če bi jaz bil golob, ne, bi prej v zakonu kaj takega, da mora vsak let saj na 2000. Daj pizda v zakon nekaj pametnega, ne pa nekaj pizda. Mislim, že tako ta družba propada, čedalje več depresivnih ljudi, nezadovoljnih in tako naprej. Da je to treba spodbujati, šport, zdravo življenje, tudi delo v končni fazi. Ne pa rekreativno uporabo droge. Mislim, jaz sem bil to prepričan, da bo to 20% za, 80% proti, tako da sem šokiran, ne. Ne vem, sem še mama pa očeta, ki sta bolj liberalno vprašal, kaj sta volila, pa sem celo pričakoval, da sta to dva to podprla, pa sta pol povedala, da menda nista, ne, tako da.